Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tem, kako shujšati. Pa vem, da smo že govorili, ampak vseeno dobila sem nekaj vprašanj. Ena gospa mi napisala sporočilo, med korono sem se zredila 5 kg in teh 5 kg se ne morem znebiti. No in seveda sem še vedno v teh dogodkih Medžugorja in z nami je bila na potovanju ena gospa, o kateri sem že kar dolg časa nazaj govorila, ampak ta gospa je shujšala, je pustila doma še eno gospo in sicer ta polovico sebe. Shujšala je 72 kg in pol. Si lahko to predstavljate? Postala je nova jaz. Zdaj pa kako se znebiti, pa tukaj ni potrebno, da shujšate 72 kg, ampak isti je postopek, a imate 5 kg preveč ali pa 72 preveč. V vsakem primeru se začne na isti način. Se pravi, vedno, ko imamo prekomerno težo, se moramo vprašati, kaj je tisto, kar v meni povzroča, da se želim zaščititi. Ker maščoba je ščitenje moje energije. Maščoba je, sploh če se vam nabira v spodnjem delu trebuha, se želite zaščititi kot ženska ali kot moški. Se pravi, povezano, da zaščito delate okrog sebe. Če ste na splošno močno premočni, pa da imate povsod malo preveč, pomeni, da se ščitite pred težo življenja. Da enostavno želite narediti oblogo okrog sebe. Lahko preverite z mišičnim testom in boste sami preverili, se pravi, če se usedete, najboljše, če stojite in preverite z mišičnim testom. Recimo potreba potem, da preveč jem, je povezana s podzavestjo, pa boste verjetno šli naprej. In zdaj podzavest, kje je lahko še vzrok? Strah pred lakoto. To je lahko en velik vzrok. Strah pred pomanjkanjem. In pogosto ljudje, ki imajo preveliko težo, so v nekem drugem življenju izgubili življenje zaradi lakote in so se zaobljubili, da v tem življenju poskrbijo za to, da bodo siti. In pogosto delajo v kuhnjah, poznam kar nekaj dam, ki delajo, dejansko so kuharice, zaradi tega, ker so se odločile, da v tem življenju pa ne bodo stradale in so poskrbele, da so pač v kuhinji. Zaradi tega, ker tam boš pa sigurno imel za jesti. Poznam recimo, tudi če ena gospa mi nekoč govorila, da vsakič, ko pride do kruha, ne more nehati jesti. In ta njena zasvojenost je povezana seveda spet z nekim drugim življenjem in zaobljubo, ko se je zaobljubila, da nikdar več ne bo stradala kruha. Tako da to lahko počistite z zdravilno molitvijo dekodiranja. Zdaj pa naslednjo, ker naše telo je pa tehnično. Kako zdaj počistiti, oziroma kako zdaj shujšati? Še eno stvar moram povedati. Ta gospa, ki se je zredila med korono, in če se je vam zgodilo, da ste se zredili med korono, mogoče preverite, strah me je pomanjkanja, strah me je vojne, strah me je, da bi bila brez vsega. In je potrebno pač poskrbeti za to, da se naješ, ker v tem primeru, kaj pa če ne bo, pač treba je zaščititi sebe. In zdaj, če pogledamo naprej, kaj je še potrebno pri tem, ko se odločimo, da bomo preoblikovali svoje telo. Ena stvar je, da se moramo vsak toliko časa objeti in sebe pohvaliti, ker kdor ima potrebo potem, da sebe kritizira, bo vedno našel nekaj, ali pa njegove celice bodo vedno poskrbele za to, da se bo počutil v svoji koži ne dovolj lepega, privlačnega in tako naprej. Se pravi, ključno pri tem, da shujšamo, je podzavest. Ampak po drugi strani, na drugi strani je pa hrana. Pač hrana je tista, ki nas redi. In zato dajte čim bolj črtati iz svoje prehrane enostavne ogljikove hidrate, se pravi, kar se tiče bele moke, bel sladkor, vse, kar se belega tiče, to je tisto, kar je strup za naše celice. In vneste v svoje telo več polnovrednih živil, polnozrnate ta živila in predvsem, kar je ključno za aktivacijo, moramo razumeti, kako celica deluje. In zdaj, če pogledamo celično presnovo, vam bom dejansko narisala, ker bo bolj enostavno, ker hujšanje poteka v celici.
Lejte, če pogledamo celico, hranilne snovi gredo v celico, odpadne snovi grejo ven. Tukaj imamo mitohondrije in mitohondriji in celična membrana imajo okrog ovoj. In ta ovoj je narejen iz maščobe in beljakovine. Se pravi, mi potrebujemo to dvoje, da najprej vplivamo na to, da se celica odpre, da grejo hranilne snovi noter, da grejo odpadne snovi ven in da tudi v mitohondrije, ki so celične elektrarne, grejo hranilne snovi, da se tam proizvaja energija. Se pravi, tukaj potrebujemo prvo omega 3. Prvo stvar vam še to želim povedati. Obstajajo prehranska dopolnila, ki se imenujejo minka. To nima veze z mojim imenom in z mano. Tista prehranska dopolnila jaz jih ne bi uporabljala. Dobijo se v DM-u in to je nekdo naredil dober biznis na račun tega. Zakaj o tem govorim? Ker moje stranke so me okarale, da eno govorim, drugo pa prodajam. Jaz prodajam prehranska dopolnila podjetja Neolife. Z Neolifeom sodelujem že 30 let in pri meni na spletni strani lahko dobite s popustom, če vtipkate kodo zdravje, 10% popust, prehranska dopolnila podjetja Neolife. In sem ponosna, da sodelujem s podjetjem, ki ima naravna prehranska dopolnila in tudi omega 3, ki je vrhunska, ki ima 8 maščobnih kislin noter. Recimo, tista znamka Minka, kaj prodajajo? Laneno olje prodajajo v kapsulah. In glejte, jaz pod prvo laneno olje ne bi kupila v kapsuli, to je prva zadeva, ker laneno olje kupiš lahko tako, a je to tako? In druga stvar, če kupite, to je ALA maščobna kislina, ALA maščobna kislina je sicer dobra za celično odpiranje, ampak tudi olivne olje vsebuje ALA maščobno kislino. In bučno olje vsebuje to maščobno kislino in ne boste kupovali prehransko dopolnilo z maščobno kislino, ki jo dobite v olivnem olju. Ja, biznis je biznis. Tukaj zadaj pri prehranskih dopolnilih je dejansko veliko potegavščin. Jaz vas pa učim, da postanete pozorni na deklaracije. Ko kupujete omega 3, mora imeti vsaj 3 različne maščobne kisline. Najboljše je, da ima 8 maščobnih kislin noter, ker to je cela družina, ki vpliva proti vnetjem, deluje na celično presnovo, deluje na hormone, ki topijo maščobo na trebuhu, deluje na možgane, deluje proti vnetjem, deluje na celo na zmanjšanje ali pa izboljšanje stanja pri vseh avtoimunih obolenjih, kot je Alzheimerjeva bolezen, demenca, multipla skleroza, motnje pozornosti in kup drugih. Tudi fibromialgija, se pravi vnetje sklepov, pa težave z, kaj je že tista bolezen, ko se jim razrašča maternično tkivo v trebušno votlino. V glavnem, vse te avtoimuna obolenja se izboljšajo na podlagi omega 3, ampak mora biti dobra omega 3. Naslednja stvar, omega 3 sodeluje pri tvorbi rastnega hormona, ki je ključen za to, da se preoblikujemo med spanjem. Naslednja stvar, tudi za rastni hormon in za hormone hujšanja, preoblikovanja, vplivamo s tem, da dobimo dovolj beljakovin ali pa da beljakovine, ki se razgradijo na manjše delce, 22 aminokislin. In te aminokisline delujejo na kožo, na topljenje, na dobro počutje. No, zdaj gledajte, kaj jaz uporabljam in kar vsekakor priporočam. Glejte, vzemite, imate popust, a ja še to, na spletni strani, v spletni trgovini moram popraviti, komplet za hujšanje ne gre 2-kraten popust. No, ampak v glavnem, komplet za hujšanje je z 10% popustom in kaj dobite noter? Poglejte, dobite Provitality Plus, to je paket za vitalnost. In v paketu za vitalnost imate noter omega 3, imate B vitamine, C vitamin, E vitamin, imate vse minerale, imate krom, ki vpliva na ta željo po sladkem oziroma preprečuje željo po sladkem. Poleg tega imate noter karotenoide,
ki so pa najmočnejši antioksidanti, to so rdeča barvila iz korenja, paprike, paradižnika, jagodičja in delujejo na dvig imunskega sistema, predvsem pa proti oksidaciji, tudi kože. A ne, ker če shujšate, nihče izmed nas ne želi biti potem star. In olja, ki odprejo celično membrano. To je paket za vitalnost, vzame se tik pred spanjem. Poleg tega pa v kompletu dobite dvoje šejke in spet so vsi vitamini in minerali noter, predvsem je pa teh 22 aminokislin in to se zmeša z jogurtom, lahko date čija semena, lahko date noter indijski trpotec, lahko pa samo zmešate z vodo, popijete in imate občutek sitosti. Jaz sicer to mešam z jogurtom, dajem vedno ali lanena semena, ali dam noter indijski trpotec, ali pa čija semena, včasih dodam še borovnice noter, naredim smuti, naredim lahko tudi, zdaj ko bom imela peteršilj spet na vrtu, bom dala peteršilj noter ali pa zeleno dam noter, v glavnem in naredim take osvežilne smutije. Tako da zelo dobrega okusa in v glavnem to je primerno tudi za ljudi, ki imajo težave z rastnim hormonom. Zdaj pa kdo ima težave z rastnim hormonom? Otroci, ki prepočasi rastejo, lahko to date otroku. Lahko date otroku, ki ga krči grabijo, ker vsebuje magnezij. Otroka, ki ga bolijo ponoči kolena. Res se spomnim, ko so moje hčerke, ko so bile manjše, veste, otroci rastejo v različnih intervalih in takrat, ko je pospešena rast, so se zbujale po noči in so tarnale, da jih bolijo nogice. No, takrat sem jim dala šejk, ker vsebuje tako magnezij kot kalcij in beljakovine. Šejk je primeren tudi za otroke, ki so v odraščajoči dobi, recimo kakšne športnike za hitro obnovo, za hitro regeneracijo in predvsem za nas, ker glejte, rastni hormon se izdeluje nekje do 30. leta, potem pa zmerom bolj počasi. In nekje okrog 50. leta, če telesu ne pomagamo, se pač rastni hormon ne proizvaja več. No, in če želite to mladostno energijo vleči naprej v leta, recimo jaz če zdaj gledam, jaz imam 52 let, no, jih bom imela čez kakšen mesec. Pri 52 letih se počutim vitalno, se počutim dobro v mojem telesu, se počutim z energijo. Nekoč se spomnim moje sodelavke, ki so bile tam okrog 50 let, so bile res že stare in so ves čas govorile, Himšo me daje. Pač jamrale so, ne? In dejstvo je, da verjetno so se počutile v svoji koži že stare. No, ta mladost jo lahko povlečete v pozna leta, v zrela leta, je zase, jaz sem še vedno mnenja, da sem v srednjih letih. Dejstvo je, da ta vaša življenjska energija ni potrebno, da usahne tam okrog 50. leta, ampak jo imate lahko dejansko, dokler se odločite. To je vaša odločitev. Res sem prepričana v to, da prehranska dopolnila pomagajo in zdajle dvakrat se mi je dejansko sanjalo o ustanovitelju podjetja Now Life, to je gospod Jerry Brasfield. To je starejši gospod, zdaj je star 82 let, pred kratkim je praznoval 82. rojstni dan, vitalen in pri 82 letih ne uporablja nobenih zdravil, zgleda dober. No, zdaj pa, če gledam, tudi moj oče je star 82 let in on je pa kmečki človek. Dela celo življenje. In veste, leta in leta je bilo tako, jaz tega ne rabim. No, ko sem mu pa začela v glavi vrteti, sem pa rekla, veste, moj oče kuha kope. In zdajle, ravno danes sva govorila, je rekel, da je zakuril kopo. No, v glavnem. In ko se bo začelo v glavi vrteti, sem rekla, zdaj pa takole. Ti boš jedel tele vitaminčke, če jih hočeš ali pa nočeš. Zaradi tega, ker veste, pri kopi reče se bokanje. To so take sekance, jih mora na 3 ure pač noter v kopo tlačiti, da to tli in da potem nastane oglje. No in v glavnem, in on po taki dili, a se reče dila, ploh rečemo pri nas,
V glavnem po leseni dili ima prislonjeno na kopo in če se njemu tam zvrti, da pade noter v kopo, glejte, nastane oglje, ne? To pa niso več heci. Tako da v glavnem, moj oče zdaj pri 82 letih seveda uporablja ta prehranska dopolnila, tudi moja mama. Dejstvo je, če imate ostarele starše, dajte jim kakšno omego, C-vitamin. Poskrbite za njih, da takrat, ko je treba hitro okrevanje po bolezni, mogoče tudi šejk, po sestavi ta šejk je primerljiv s klinično prehrano, ker ima noter 22 aminokislin v razmerju, ki so teh aminokislin, ki se direktno vsrka v naše celice. Poleg tega noter so B-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, minerali, dejansko vse, kar potrebujemo kot popoln obrok. Dobila sem tudi eno od vprašanj, ena stranka mi je napisala, kaj dati ostarelim staršem. Glejte, tisto, kar je ključno, da se izdelujejo hormoni tudi pri starejših ljudeh, omega-3 je za sklepe. Kalcij, magnezij z D-vitaminom, se pravi kalmag, deluje na to, da dobi kalcij. Kalcij je potreben ne samo za trdne kosti, je potreben za kemizem v našem telesu, je potreben za razstrupljanje. Magnezij je potreben za vžig v celici in tisti, ki so kronično utrujeni, potrebujejo magnezij. Potem D3 vemo, da je vitamin, ki preprečuje vnetja, ki deluje proti demenci, ne nazadnje, tudi omega-3 deluje proti demenci. Pa naslednja stvar, kar bi priporočila vsakemu starejšemu človeku, je C-vitamin, ker C-vitamin je vžigalca, ki deluje, da pride do vžiga energije v našem telesu, da se občutimo, da občutimo v sebi energijo, da nismo tisto, tako se počutim starega pa brez energije. In hkrati C-vitamin je ključen pri tem, da se tvori karnitin, to je pa ladjica, ki pelje odvečno maščobo na kurjenje. No, tako da današnji video, poglejte, je ena taka kombinacija, kaj mi rabimo za lepo telo in kaj potrebujejo tudi starejši ljudje, zato da pride hitrejš do obnove, do regeneracije, do popravila na celičnem nivoju. No, zdaj pa, če pogledamo še eno sporočilo, 2 ali 3, prehodu na novodobo, da vidimo stvarstvo, kaj je ta trenutek pomembno za te svetle, stare duše, ki se učijo ljubezni do sebe, kaj je tisto, kar potrebujejo ta trenutek, da slišijo, da razumejo, da ozavestijo. 3 karte, da vidimo. Glejte, se boste rekli, da sem čarovnica, ne? Da sem taka dobra čarovnica, zdrava prehrana, čiščenje, vijolični žarek. Vaše telo je svetišče. Vaše telo ni smetišče, zato ga hranite z ljubeznijo. Vaše telo je svetišče. In vam bom prebrala sporočilo, to je številka 50. Čas je za spremembo prehrane. Uživaj v zdravi hrani. Hrana, ki vsebuje belo moko in prečiščen sladkor, upočasnjuje tvoje možgane in tvojega duha. Tvoje telo je svetišče in zato ga hrani z zdravo hrano. Čutiš in zaznavaš, kaj je resnično dobro za tvoje telo. Imej se bolj rada in bolj se ceni. To je boginja živa, življenje, novo življenje. Očiščenje, vse, kar ti ne služi več, naj odide na miren in ljubeč način. Osvobodi se. Zdaj pa čas. Daj vzem v roke tisto lopato in skidaj vse tisto, kar ne sodi več v tvoje življenje in v tvoje telo. Dovoljujem, da se sčistijo podzavestni programi, nezdrava prepričanja, vsi uničujoči celični spomini, ki me na zavedni in nezavedni ravni bremenijo, ter mi ne dopuščajo, da bi srečno zaživela. Hvala za izkušnjo, ki je ne potrebujem več. Skozi mene teče svetloba, odpuščam sebi in odpuščam drugim. Zdravilna božja svetloba in vijolični žarek, o tem sem že govorila, in ta karta je v nebovzeti mojstri. Podpira me vse stvarstvo. Jaz sem ljubezen. Ta vijolični žarek je tako neverjetna energija in
Zadnjič sem se peljala in ob cesti sem opazovala cvetoče irise. Iris vijolične barve. In zdaj poslušajte. Dovoljujem, da sem kanal, preko katerega se na zemljo steka ljubezen. Kjer je obup, naj bo vera. Kjer je tema, naj bo svetloba. Kjer je žalost, naj bo veselje. Naj bo vsako bitje na svetu blagoslovljeno ter prežeto z veseljem, toplino, nežnostjo, naj bo polno zdravja in lepote. Stvarstvo me podpira pri potovanju v srce. Naj se začne to potovanje ljubezni do sebe. In prav teža, telo nam kaže, kje imamo kakšno stvar za prečistiti in kje je kakšna zastala energija, tako da dovolite, da se v vašem življenju zgodi notranji preporod. In vaše telo je pa zunanja oblika tega, kar kažete, kar nosite v svojem srcu. Tako da uživajte na tem potovanju in uživajte v dobri hrani, ker zdrava hrana je božansko dobra. Tako da pošiljam vam 1000 dobrih misli, spodbud za vaše telo, za vas kot duše, da naredite korak naprej, da se prerodite in da se osvobodite. Tako teže preteklosti, kot fizične teže, ki jo nosite v svojem telesu in v svoji duši. Uživajte in vse dobro vam želim.